Bom jaz probal danes uvod narediti. Prvič imaš to čas, da sem se prvič pripravil, pa tudi uvod pripravil. Tako da danes z nama sedi Jagoda Batagir, mednarodno priznana plesalka, pedagoginja, Blackpool ter evropska prvakinja. S časom si prišla tudi do tega, da si začela v bistvu učiti, si sodnica. Ja. In predvsem uživaš v plesu, kar sem zvedel v zadnjih 10 minutah, preden smo začeli snemati. Zelo. Koliko slišim, je to najbolj pomembno, a ne? Ja, jaz mislim, da bi vsak človek na tem svetu mogel plesati, bi se mu rešilo veliko problemov, pa bi začel bolj uživati življenje. Tako da, ja. Ples zdravi. Se strinjam, ja. Se učim od tebe tole zdaj v teh minutah, ko sem Bo pa malo tukaj. probala, ja. Ko bo kamera ugasnila. Prvo vprašanje. Kako se je tvoja kariera začela? Kje se je sploh, v bistvu še prednja bila kariera? Kje je ples prišel v tvoje življenje? Kdaj je prišel v tvoje življenje? Zakaj je taka strast do njega? Jaz sem v bistvu, to je toliko zanimivo, jaz sem od nekdaj čutila, da jaz bom plesala. In spomnim se, moja mama je imela eno prijateljico, ki je znala malo rock and roll in prav ful se spomnim, takrat smo še živeli v bistvu na Hrvaškem, v Puli, in mi smo šli na balkon in ona je mene na balkonu učila rock and roll, tega ne bom nikoli pozabila. Potem smo pa dobila v bistvu v šoli letak in smo se cel razred zmenili, gremo na plesne. Prišla sem samo jaz in sem bila na tem, a grem noter ali ne, ker sem videla, da nobenega drugega ni, in sem šla in sem ostala. In zadnjič sem hčerki kazala dnevnik svoj, ker sem takrat skrivni dnevnik, Jagode Štrukelj sem bila takrat še pisala. In noter piše tako, wow, bila sem na plesnih vajah, pa reče, wow, to je to, this is it, jaz sem takrat že kar malo po angleško. Najdla sem to, kar je, to je najboljša stvar na svetu. Stara sem bila pa v bistvu 12 let, nisem bila toliko, ponavadi mlajši začnejo plesalci, ne. Tako da pri 12 sem najdla svoje poslanstvo, ampak zadnjič, ko sem brala to dnevniku, koliko je to, a ne, koliko dobro, da najdeš, mislim, to zdaj sama zase tako, ampak toliko sem hvaležna, no, da sem najdla v bistvu že toliko zgodaj nekaj, kar me toliko veseli in da še danes lahko to delam, no. Da je v bistvu moja ljubezen postal moj poklic. To je res reče, ja. Da lahko dejansko, se vedno je ta, ne, že zgubljena fraza, ne, da deli to, kar... Rad delaš, pa ne boš delal niti dneva v življenju. Najlepša hvala, točno to, ja. To imam jaz. In v bistvu, ja, moramo se mogoče vsi trije pohvaliti, da imamo vsi trije nekaj takega. Bravo. Res je fajn, če najprej delaš in uživaš in potem šele začneš to zares delati, ne, tako monetizirati, kakorkoli že, ne. Je veliko lažje v življenju, če se tako zgodi, kot če dejansko moraš nekaj začeti samo zato, ker pač dejansko moramo nekako tudi denar zaslužiti, ne. Je boljše, če je obratno in če se to zgodi že pri 12 letih in tako naprej. Pa tudi ljudje to čutijo, ne. Če si ti zaljubljen v to, kar delaš, bojo prišli k tebi, ne. Ker čutijo, da ti sevaš to je pač, ja, ful magnet. In zadnja leta, boš povedala, koliko letno, ne vem točno, veliko ljudi čuti to, da jih želiš naučiti plesa, da si v bistvu spremenila to svojo strast iz tega, da si tekmovala včasih, v to, da drugim predajaš znanje. Kako se je pa to zgodilo? V bistvu sem jaz začela učiti že med tem, ko sem tekmovala, a ne. Jaz sem imela pač to srečo, da so tudi naju s partnerjem začeli vabiti tudi v tujino in tako. In ja, sem imela srečo, da sem lahko se že zelo hitro začela predajati znanje, ampak s tem tudi učiti. Jaz sem v bistvu, ko sem začela učiti, sem sama postala ful boljša plesalka, ne. Zaradi tega, ker sem mogla logično razumeti, kaj moje telo dela, da sem pol lahko to predala naprej, ker meni je bilo zelo naravno vse, ampak zdaj to nekomu razložiti, je pa spet druga stvar, ne. In tako da takrat sem zaradi učenja postala tudi boljša plesalka, ker sem tudi sebi nekako razložila in sem to lahko pol uporabila drugje, v drugih plesih, recimo to neko tehniko, neke principe. Zdaj pa že ne tekmujem 10 let in 10 let samo učim. In učim, v bistvu nisem želela več toliko v tujino, zato ker imam majhno hčerkico, sem hotela biti več doma. In počasi so moji učenci postali bolj Slovenci, ne toliko več tujci, tudi še grem v tujino, ampak sem ful srečna, da to je bila moja velika želja, da bi lahko doma
učila plesati in to zdaj delam in sem ful hvaležna. Tako. No in se tu se v bistvu pol dobro obrne. Smo že prej imeli malo debate mimo kamer, da so pari, ki imajo nek feeling za ples, pa so ljudje, ki bi pa rekli tako Goran, da nimajo pojma v plesu. Kako najbolj pomiriš take pare, pa a jim svetuješ v bistvu, kako izbrati tisto glasbo za njun prvi ples? Ja, vedno za poročne pare, če govorimo, vedno oni izberejo glasbo, oziroma jaz berem, če oni nimajo ideje. Ampak ponavadi kar imajo, ne? Ker se pogovarjamo, kaj pa je vama všeč. In to je tudi za njiju zanimiva izkušnja, da se združite že tukaj v eni tej skupni želji, da imate te neke pač njuna pesema. Ne? Se mi je tudi že zgodilo, da je bila pesem, ki ni bil noben ples taka, ne, da bi zdaj rekla, to je pa tak, a ne, da je bilo nekaj čisto, pa smo naredili nekaj čisto malo bolj modren. V glavnem, mora ti biti glasba všeč, to je prva stvar. Ne. In potem, sploh fantje, so ponavadi tisti, ki znajo biti malo zadržani na začetku, a ne, ampak zelo hitro se sprostijo, ker dojamejo, da ne rabi biti takole. Da ne rabi biti, kaj si prej uporabil besedo, urejeno. Da ne rabi biti, da ni v bistvu point v korakih, ampak mi takrat se ful pogovarjamo o tem, da ti premikaš svoje telo na glasbo in se igraš v bistvu s tem, ali boš šel naprej ali nazaj. In s tem nastane nek korak. Vsi so neke figure, a ne? Jaz jih naučim figure, ampak oni zaplešajo te figure na svoj način. In ko oni dojamejo, da ne rabijo zaplesati tako kot jaz, ali pa tako kot nek par, ko so ga videli, ne vem, na YouTubeu ali pa ne vem, od svojih prijateljev, ampak da res oni, če bojo zaplesali po svoje, če bojo sebe dali noter, prvič bojo oni najbolj uživali, drugič bo njihova energija prišla ven tudi do gledalcev in pa se sprostijo in začnejo res uživati in res vsi uživajo. Ne? Se mi glizi, da to je najbolj pomembna stvar, da si ti sproščen v tem, kar delaš. Ja. Tudi recimo midva, po mojem, vedno trobimo vsem, ni, ko si pravi, ja, pa on je pa fotogeničen. Pa jaz pravim, fotogeničnost ni nekaj, kar je ali si ali nisi, ampak to je v bistvu, koliko si ti sproščen pred kamero. Ja. In če imaš ti človeka, fotografa, snemalca, kakorkoli, ki te zna sprostiti, se ob njem čutiš sproščen, je vse skupaj boljš zgleda. In tudi po mojem pri plesu čisto nič drugače. Točno to, da ljudje vidijo res tebe, kakršen si pristen, z vsemi napakami. To imamo najrajši. In tako jaz tudi parom rečem, ko pridejo in plešejo, se zmotita, super, the best. Tukaj bojo najbolj ploskali. Zato, ker pa tudi ne poskušati narediti perfektno. Malo se zasmejta, malo, ne vem, tudi če, to smo mi imeli vedno foro, še s tekmovalci. Če padeš, pa se zgodi redko, ampak se zgodi, ti spodrsne, padeš, pa kao, kaj pa je bilo kle na tleh, pa ne, malo pa mažeš tako, pa se kao delaš fora, Važno je, da si sproščen, da rečeš tako, ali pa rečeš, padel sem, vse sem sam človek, grem naprej, Pa zdaj, to se ne zgodi, da ne bo zdaj mislila, padel bom, se ne delamo take stvari, ampak ja, pač sproščen moraš biti in to, kar si. Ravno taki plesi, prvi plesi so mi bili najbolj všeč, ker sem jih že kar nekaj videl na porokah. In je zanimivo pač, kak par, ki pride, pa pač naredi takaj svojega, ne vem, začneta na počasno glasbo in pol v bistvu nekje vmes, ne vem, sezujeta čevlje, jih vržeta, kaj sem pa začneta nek rock'n'roll, karkoli. In je tako, vsi se zasmijo, vsi začnejo uživati. Tudi če dejansko ni te urejenosti moje in vseh teh stvari zraven. Pa na eni poroki se spomnim, sem bil v Rijeki, ker sta v bistvu sama začela ples in je bilo tako umirjeno in sta mičken stopnjevala. In po kar naenkrat sta imela v bistvu, mislim, da ona imela 8 družic, ampak tudi skoraj toliko pač svojih grumzmenov. In so v bistvu en po en začeli zraven hoditi. In je bilo tako, mislim, noro. Jaz kot fotograf že nisem več vedel kam, ker si pripravljen na dva in potem se je kar začelo dogajati z vseh strani. In so prav šov pripravljeno. Tako da res je dober, pač ples lahko res polepša vsak dogodek v bistvu. Ful pa združuje, ljudi pa tako. Se mi zdi, da cela izkušnja plesnih vaj pred poroko je, tako kot smo se prej pogovarjali, to so kaj eni zmenki. To je par pride sem in ona dva
dobesedno si 1 uro zreta v oči in se držita za roke. Kaj lahko lepšega kot to? Jaz si sploh ne predstavljam lepšega zmenka kot to, pa še gibata skupaj po glasbi, a ne? Pa nekaj novega se učita, a ne? Pol to lahko neseta domov, pol zvečer, a ne, ko se oba prijeta iz služb domov, namesto da gledata televizijo, malo ponovita v dnevni sobi. Mislim, to so res taki trenutki, jaz pravim, skoraj bolj ostanejo v spominu, pa večji učinek imajo, kakor pa sam pol tisti ples na poroki. Ta priprava pred tem, ti vsi zmenki, te vse vaje pred tem. To je to, kar je najlepše. No? Koliko časa pred poroko se pa morajo te zmenki s plesom začeti? Recimo pri meni je to, jaz ne vem, kako je drugje, ampak jaz vem, da pridejo pari k meni in si mislijo, da zdaj bojo pa to morali prideti, ne vem, 20-krat, ne? Pa sploh ni res. Jaz večinoma imam okoli 5 takih zmenkov, je dovolj. Ker je tudi finančno pol lažje, tudi za par, pa ne samo za to, ampak da se, v 5 individualnih urah se da narediti krasen ples. Malo morate doma sama tudi povaditi, seveda, ampak to je dovolj. Tako da ni to spet taka obremenitev neka, da zdaj pa to moraš, ne vem, koliko časa, v bistvu pa koliko denarja tudi dati za to, ni toliko. Za mene je kar šok to, no. Zdaj, ko se pogovarjamo, malo potijo roke, pa tako in tako razmišljam, da bi se v 5 urah naučil prvega plesa. Ja. Ja. Greva staviti. Bomo videli. Bom Laro vprašal, če bo prišla, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Mislim, tako je, ne? Jaz imam ponavadi tak pristop, da par mi pove, katero pesem bi rad. Jaz na to pesem pripravim koreografijo, seveda pripravim odprto, tako da če ima karkoli ni všeč, če vidimo, da karkoli, jaz to tako pravim. Če 3-krat probaš, pa ti 3-krat ni, zamenjamo. Jaz imam polne žepe igračk. Jaz lahko ven povlečem milijon figur, dvigov, spust, ne vem, stvari, tako da ni vse za vsakega, ne. Tako da pripravim en okvir, potem se dobimo, probamo, 1. ura je to, v 2. uri se že naučimo, že kar znata, pa bomo pa še 3-krat, da sam ponavljamo, da sam vadimo, Tako da dovolj, Pa doma malo si še pogledata, pa tako, ampak res ni tako bav, no? Res, sploh ni. Ker ples je toliko naravna stvar, da jaz vem, da vsak človek zna plesati. Ker je to je v nas, to je naša narava. Ljudje so začeli plesati zato, ker so hoteli neko zgodbo svojo povedati, To je ekspresija. Ja, točno to, In to vsi imamo vse, pa ne. Se že, ko govorimo, imamo te neke, zdaj, če bi jaz, če ne bi bili tako, snemamo, bi bilo to dosti bolj tako živo, In že tukaj s temi gibi marsikaj poveš, Pa bi rekla, se splača posnet vajo, da lahko Ja, vedno posnamemo, vedno posnamemo. Jaz vedno posnamem z njunim telefonom, da ona dva pol doma to študirata, gledata. Tudi vedno rečem, vizualizacija je zelo pomembna, si pogledata pred spanjem. To pol se usidra, ful. In včasih, če nimata, včasih cel teden ne morata povaditi doma, rečemo, dovolj, če sam pogledaš, ful ti ostane, ful, glasba, ritem, pride sem noter, da sem se glih po mikrofonu, pač res je to zelo pomembno. Pa še eno stvar bi tukaj rekla, kar pa si jaz res ne želim in vsakmu paru predlagam, da zaključita z zadnjo plesno vajo, ali pa recimo s 4., 1 mesec pred poroko. Potem pa prijeta še mogoče 1 teden pred poroko sam se pokazati, koliko sta huda. Pa dobro, zdaj sem vedno rekla 5, lahko je kakšna več, Sej to je pol čisto po feelingu, če si želi par, lahko tudi 10-krat pride, jaz nimam problema, Ampak tako, in pol prijeta še sam pač izplesati, pokazati, jaz dam kljukico, ona dva sta mirna, to je važno, da ni ples stres, ampak da priješ in komi čakaš, da boš zaplesal. Pa pred večerjo. To pa vedno rečem, zato ker je takrat, da pol se lahko res tudi čim bolj še sprostimo, pa ker vseeno je malo tega, zato se tudi snemamo,
Večkrat se snemamo na treningih, zato da imata ona dva vseeno občutek, da nekdo gleda, a ne, ker se tudi to zgodi vedno prvič, kamera, pa ne gre toliko, malo pritiska, tako. Pa je kak par, ko pa ni tako miren, pa ko ima ni tako vseen, pa te mogoče prosite, če lahko tudi na dejanski prvi ples prideš zraven kot neka podpora. Ne, to se mi pa še ni zgodilo. Na poročnih sejmih sem govoril z dosti učitelji in plesa in nekateri so mi rekli, da tudi take primere so imeli in se dejansko odzovejo, če je le možno, se pač ni nujno, da vedno lahko prideš, ampak da dejansko pač tudi kot podpora lahko pridejo, kar se mi zdi kar zanimivo. No, eno poroko sem celo delal, ko sta salso plesala in sta se v bistvu tok na teh urah, pa kot smo rekli prej zmenkih, z učiteljico tok so se povezali dejansko, da sta kar povabila za na poroko. In sta v bistvu pač imela prvi ples, ki nista rabila več nobene podpore, no iskreno, ampak je pol ona imela v bistvu ene pol urce take delavnico, ki bi rekel, so vsi plesali. In je bilo tudi, dobro, spet je bila ena taka točka, ki je v bistvu pa še na zabavo, ko ni nekaj, kar bi bilo odveč, pa je zelo popestrija, ne. To je ful dobro. Jaz nisem še imela take izkušnje, ne, da bi me prosil par, da pridem. Ampak sem pa odprta tudi za to, če imam čas, z veseljem. Ne, se to je najlepše videti pol svoje učence, ne, tako, ker res pol to doživita. Mi pa vedno pošljajo video, ne, v komentar, ne, kako je bilo. In moram reči, da toliko so luštni, res, jaz si pol to res tako z veseljem pogledam, pa tako zato, ker to in se prav vidi, in to si malo štejem sebi da jih dobro pripravim v tem smislu, da jaz imam ta vedno rek, expect nothing, be ready for anything. Ne? Se pravi, da res nič ne pričakuješ, da se bo pa zdaj nekaj perfekt, ampak da si ne vse pripravljen. Karkoli se zgodi, ti se s tem poigraš. Ne? In to se velikrat zgodi, ker edina je, in tudi to vedno rečem, samo jaz vem, kaj bi moral biti. Noben drug ne bo vedel. Vidva plešta naprej, vidva se pohecajta, vidva se zazibajta, objamta, ljubčka si dejta, če se karkoli, a ne? Itak damo tudi to večkrat v koreografijo, ampak to pol vidim jaz, recimo na posnetku, da sta naredila, ne? In sem tako, fulaver, ker sta šla naprej, ker se je mogoče zgodila neka mini napakca, ker sam jaz vem za njo in vidim, da noben drug ni videl, ona dva sta se pa nasmejala, sta bila sproščena, sta se poigrala in sta šla naprej. Ne? In doda neko piko na i celemu plesu. V bistvu. Kaj pa je recimo tak najbolj klasičen, zdaj sem grdo besedo skoraj uporabil, kaj se klasično največkrat zalomi, recimo? Ne moramo reči, da se zalomi, ker lahko speleš v krog, ampak mogoče, da recimo ritem en sliši drugače kot drugi, kar se zgodi, a ne, takrat imamo malo treme. Ko imamo malo treme, se nam zdi vsaka glasba, ker adrenalin šopa, požil, to je pač in se nam zdi muzika kar enkrat počasna. Ne? To vsakega tudi upozorim. Vama video boste prišli na plesišče, kar naenkrat boste mislila, da je en čist dal tempo dol, zato ker vama bo tako boste excited, da se vam bo zdelo počasi. In to se zgodi, a ne? Da se mogoče zdi, da en gre malo hitrejš, eden mogoče se malo bolj umiri, en je malo manj in pol se tu ritmično malo kdaj zalom, kaj pa, a ne. Tukaj moram reči, da smo punce, da se bo to tako slišala, ampak malo bolj dovzetne za glasbo in tukaj vedno rečem fantom, ne zaupajo puncem, ne njim sledijo na začetku, kar se tiče glasbe, da vseeno mogoče smo malo bolj glasbene, ali kako se temu reče. Slišimo ne vse, ker ste videla, tako sta pogledala tako. Jaz sem kar beležka od pogledov. Ampak pa fajnte ste tudi ful duari, vi bi radi naredili korak, ne? Preden ga začutite, ne? Tole, ne? Punce pa malo bolj čutimo vse najprej, glasbo pa pol gremo, ne? Fajnte pa bi radi naredili vse to, vse naloge, ki vam jih dam in pol včasih greste mimo glasbe zaradi tega, no? Da sem vas malo tako, ampak ni vsak enak, no, tako da, Se spet spomnim primera. Te primeri se mi zdi, so nekaj najboljšega v življenju, ko se lahko njih veliko naučimo. Tudi če so primeri, ki pri nekomu drugemu vidiš, je mogoče še boljš, če si tega sposoben, ne? Se spomnim enega primera, celo letošnja poroka, mislim, da je bila, ker sta pač še par začel plesati in sta se nekaj zmotila in sta tako zgledala najprej, kot da so ta skregala med seboj, pač tako sta se res jezdno pogledala.
kaj delaš to, ti si se zmotil, ti si se zmotila, ampak je to trajalo 5 sekund. Tako sta bila. Pa sem že bil tak, a je bil to mogoče del neke točke, a veš, da smo bili vsi tako malo, kaj je to zdaj? Po je šlo pa ful tako nasmejano naprej, pa sproščeno Okej, pa to. super. In je bilo tako, ok, pač odlično, mislim, dober sta speljala, zdaj kakorkoli, a je bil to pač naučen gib, recimo, pa korak ali ne, ampak je bilo dobro. No, in tudi jaz, ki učim druge fotografe, ne, je tudi podobno. Pač in govorim, recimo, sploh ko imam kakšne fotografe s seboj na poroki in če so tako, da niso čisto začetniki, jih postavim ponavadi na fotoaparat takrat, ko delamo skupinsko fotko. A ne. In ko imaš ti 100 ljudi pred seboj, pa še nisi nekako izkušen. Pa se nič posebnega ni treba narediti, morajo samo stati pred teboj, se skupinska fotka ni neko kreativno izražanje. Vsi gledajo v fotoaparat, vsi se nekako skrijejo za njega, so tako sramežljivi, pa vedno govorim, ne tega delati, pač tako odlož fotoaparat dol, poglej v oči, poglejte me vsi, če koga ne vidiš, omem pač, ker ne poznaš vseh imen, gospodična v rdeči majici, mogoče bilo bolj, da stopite mičkem bolj levo, da vas vidim kakorkoli, gledi jih, a ne, in se pogovori z njimi in potem na koncu, no čez 3 sekunde bo fotografija, kakorkoli daš fotoaparat gor in narediš fotografijo, a ne. In tu, če narediš fotografijo, pa se je zgodila napaka, vsi smo ljudje, zgodijo se napake, pogledaš, ker danes lahko pogledamo fotografijo na fotoaparat, ojoj, dajmo še enkrat poskusiti, nekaj se je zalomil. Mislim, lahko tudi nekaj smešnega, rečeš karkoli že, bo še boljši izpadla. Ne? In v bistvu je dobro, da pač te napake znamo obrniti v sebi v prid konc koncev, no, ali pa kakorkoli izkoristiti. Točno to. In če se kdaj zgodi napaka, tako na začetku, kot si rekel pri tem paru, a ne, mogoče je bila napaka, ne vemo, a ne, ampak komod bi lahko tudi ona dva rekla še enkrat muziko. Ridu. Zakaj pa ne? A ne? Jaz sem imela že primere, da so večkrat. Jaz sem imela en primer, ker sta tango plesala. Argentinski tango sta se odločila, ne? Ona se je tudi preoblekla v rdečo obleko z razporkom, vse. In toliko sta bila navdušena, da sta ona dva ene 3-krat ta tango zaplesala na poroki. Tako, tudi publika je bila navdušena, še enkrat smo se, v bistvu na tisto poroki, ampak sta bila pa moja prijatelja, no? Sem bila tudi jaz na poroki in smo kar še enkrat in sta še enkrat zaplesala, no, tako, res je bilo, zakaj pa ne? A ni škoda, da samo enkrat zaplešeš? To bi moglo biti pravilo, da se zapleše pred večerjo in po večerji. Ja, vsekakor. Ker drugič bo bolj sproščen. Ja. Imam še eno vprašanje, ker mislim, da že poznam odgovor na njega, ampak vseeno, da bomo to malo utrditi. Kaj naredi prvi ples popoln? A so dejansko koraki toliko pomembni ali je veliko bolj pomembna ta energija med parom, to, da se čutite, to, da uživate? To, seveda to. In jaz tudi vedno naredim tako koreografijo, da ima ta čas, da se ne mudi. Seveda, eni imajo željo, to, kar si rekel, ne, iz počasnega v hitro, ne. Zato se sicer večinoma odločajo kakšni, ki imajo vsaj malo neki izkušenj s plesom, ne. Ker hiter ples je kar, zna biti pač izziv, a ne. Ampak večinoma tako, da imamo čas, tudi če je hitra muzika, da je čas, da si ona dva gledata v oči v miru, ker to ju najbolj pomiri, da sta ona dva v enem svojemu mehurčku. In to ljudje, zato jokajo, ne zaradi milijon korakov tam, ki jih narediš. In to je recimo, to jaz učim tudi tekmovalce, učim isto, ne, to ni samo za poročne pare, to je vedno pri plesu, ker je to, kar smo prej rekli, izražanje je zgodba. Vedno je zgodba, ne, tudi s poročnim parom mi vedno, nikoli mi ples niso koraki, je zgodba, mi vedno zgodbo naredimo. Ona tebe vidi, ti prideš gor, ali pa ne vem, sediš, tako, vedno naredimo neko zgodbo, nikoli ne prijeta gor pa zaplešeta. Vedno tako, da se tudi ona dva mal prajmata za to, da ima neko idejo vse skupaj, no. Tako da, ja. Če gremo malo mičkem po roke, kdaj bi se ljudje mogli začeti učiti plesati? Prej si mi povedala eno zanimivo zgodbo, ko si bila sodnica na enem tekmovanju in kaj se je zgodilo med temi pavzami, bom se rekel, no. Mogoče lahko to zgodbo ponoviš, pa poveš svoje mnenje o tem, kdaj bi se mogli začeti učiti plesati? Jaz mislim, da v osnovni šoli že, da bi mogel biti ples v bistvu del bontona, del enega izobraževanja, skozi katerega mora iti vsak človek, ne? To govorim za družabne plese. Ne? Jaz nimam nič proti ostalim oblikam plesa, seveda obožujem vse vrste plesa, ampak družabni plesi pač imajo ta partneringa, ne? Se pravi, stik z drugo osebo,
način, kako povabiti na ples, kako v bistvu se zliti, kako plesati skupaj, kako v bistvu jaz ostanem jaz, moj plesalec ostane on, ampak mi dva skupaj ustvarjava nekaj. In to je taka popotnica za življenje tudi. Ne? Jaz velikrat, ko imam tečaj družabnih plesov, imam pare, mi velikrat rečejo, da bi morala biti zakonska svetovalka. Zato, ker so tam, v bistvu jaz govorim o plesu, ampak vse se preslika na odnos. A ne? In ples je odnos. A ne? In če se naučiš enega lepega odnosa, pač spoštovanja do človeka, ki je pred tabo, a ne? In kako pol to bi morali imeti že otroci v osnovni šoli. To je bilo v Pragi, a ne? Sem bila na tem tekmovanju in mi je bilo noro, ker so med tekmo je bila pauza, orkester je igral, ljudje so prišli gor plesati, vsi so znali plesati, pa niso bili plesalci, a ne? In sem tam vprašala, kako je to možno in tam pa je, da imajo, no, mislim, da v srednji šoli imajo obvezno, da mora vsak prinesti potrdilo, da je opravil tečaj družabnih plesov, a ne? In to se mi zdi fantastično, a ne? Ker res toliko da ples, no, res, to je... Zdaj, če bi začela naštevati, bi kle še 1 uro bili, kaj vse ti res lahko koristi v življenju. Ne rabiš biti pol plesalec, ampak tako, kot človek, ne? Tako da, ja. Se splača. Ja. Majo, zdaj, ko smo pa glih bili pri naštevanju, se pa jaz spomnim, da lahko našteješ 3 najpomembnejše stvari pri učenju plesa. Da pač nekdo, ki se gre učiti ples, kaj so 3 najpomembnejše stvari? Se pravi, tisti, ki se uči, Tako. da more, v kakšnem smislu, da učitelj uči 3 pomembne stvari, ali da se spravi k plesu, ali kako si mislil? Zdaj bom pa jaz malo razmisliti, kako sem mislil to vprašanje si v glavi. 3 najpomembnejše stvari, ki bi jih, na katere bi se mogel osredotočiti pri učenju plesa. Da, Se pravi, govoriš s strani para, verjetno. ja, evo, Okej. evo, se greš učiti plesati. Okej. In kaj je bilo 3 nasveti, Okej. da se najboljše nauči plesati? Prva stvar, ki jaz vedno rečem vsem moškim plesalcem, je to, da morate poskrbeti, da je plesalki udobno. Plesalki je udobno, če stoji na svojih nogah, se pravi, da jo ne mečeš ven iz balansa, a ne? Da si nežen z njo, da je vsak obrat nežen, da ga narediš s telesom, ne z roko, da je ne kuhaš, a ne? Da je ne vlečeš, ne cukaš, da se ona počuti udobno. To je prva stvar. Druga stvar je, da res poskušaš poslušati muziko. A ne? Ker glasba pa ples sta rasla pač vzporedno, prepleteno. A ne? In imela sem že primere, ko so pari plesali, smo se naučili recimo koreografijo, korake, posta šla pa malo ven iz muzike. Pa sem jih pa spravila nazaj v muziko. In sta one, mislim, to je noro, kako kar naenkrat, pa sta isto zaplesala, ampak občutek je čist drug, če ti klikneš skupaj z glasbo ali pa če plešeš isto, pa malo izven. Ne? Tako da glasba bi bila, eni jo dajo na prvo mesto, jaz bom dala partnering na prvo mesto, zato ker je pač res tukaj ta odnos meni ful pomemben, glasba drugo, tretje pa igrivost. Tretje pa to, kar smo se prej pogovarjali. Da ni nič set, da ni nič točno določen. Takole ali pa nič. Ne, tega ni. Tega ni pri plesu. Pri plesu je vedno trenutek, ne? Se pravi, jaz sem vsak dan malo drugačna, jaz sem iz minute v minuto malo drugačna, sploh ženske smo, ne? Tako da je treba vedno reagirati malo na to, kako se pa jaz zdaj počutim, kako pa danes bom, a ne, čutiti je sebe treba, ful, a ne? Zdaj, to je težko v vsem tem svetu, ki se ful dogaja okoli, ne? Ampak s tem mogoče, ko si malo pogledate oči, ko se malo umirita, izdihneta skupaj, ja, pa sta lahko prav in the moment. In jaz vedno rečem, dejta si probati, ko gresta gor, ko imate, vedno si naredimo 3 momente v plesu, ko se umirita in pogledata v oči. In da imate res ta moment, da rečeta, midva sva, tole je najino. To je, ni drugih okolj, midva sva tukaj in to delava za naju. To je tudi nekaj, kar jaz večkrat rečem paru.
na parih delih poroke, ne vem, sploh recimo pri vstopu v cerkev ali pa na civilno obred, rečem le, ustav se, pa uži, kaj se dogaja. Ne. Ja. V bistvu na koncu lahko pri vsemu to povežemo. Tako Ja. smo rekli, evo, ples lahko pri vsemu v življenju uporabiš in tudi to, da so neki taki nasveti, da ni nekega straha, ampak da ti užiješ, kaj se dogaja. Ja, ja. In se mi zdi pa, da je velika teglih, vsi pari imajo nek strah, da je to nekaj ful formalno, pa se treba iti učiti plesati. Pa. Ja. Zdaj pa, Ja. kaj, in je spet ušla misel, ampak jo imam tu. Kaj bi svetovala paru, ki se še odloča, ali bi se lotil vaj ali se ne bi? Ker zdaj več si reče, ok, v redu, se imaš na YouTube video. Ja, Sam ja, po ja. mojem se tu zgradi nek drugačen odnos. Ja, prvo, kar je, YouTube video je vedno tam in se ti odločiš in ne bo šel, ni ure, a ne? In pol odlašaš in pač se ne zgodi. Druga stvar, ki je takole, ki sem jaz, zdaj bom pa povedala eno stvar, ki je pa tudi taka realka, ne? Da včasih se mi zgodi, da pride par in sta malo nervozna, ne? Pa je služba, pa so druge stvari okoli poroke, imata milijon stvari za zrihtati, in zdaj sta ona prišla na plesne, ki bi kao naj bil zmenki in umirjeno in to v bistvu pa v glavi imata pa milijon drugih stvari, ne? In pol en stop malo napak na to in vidiš malo te tenzije, ne? Se začne malo to ustvarjati in se zelo hitro zgodi, da se lahko, če ne bi bila jaz zraven, zaneti kakšen ogenjček, ne, med njima, ne. Tako da zato sem jaz tudi zakonska svetovalka, ne, ker sem zraven, pa pol pomirim, pa usmerim v pravo, pa zapremo vse, pač res smo tukaj, pač sem jaz tista, ki pač umirim vse to dogajanje od odzunja, ne, kar pač YouTube posnetek ne more narediti, ne, ker ga je najlažje sam izklopiti pa iti naprej, ne. Tako da to res, mislim, da se res splača, no, sploh glede na to, da smo že povedali, da v 5 urah lahko naredimo čarovnijo, ne, ki bo ostala za celo življenje. Res lep spomin, a ne, da se kar splača si vzeti ta čas in če se kakšen par še odloča, dajmo se zmeniti tako, kot smo prej rekli, ne? Zakaj bi se zmenki s tem, ko smo se odločili, da se poročimo, nehali, a ne? Takole se lahko nadaljujejo in pol v bistvu ta ples lahko vidva plešeta, tudi po poroki. Vsakič doma zaplešeta zase, a ne? Se mi zdi, da je to z učenjem pa z YouTubeom dosti podobno, kot pa fitness doma recimo, ne? Ja. Odkupiš uteži, Ja. en teden jih uporabljaš, če jih, Ja. in potem so na poto in jih sam prelagaš celo življenje. To sem že večkrat slišala, tamle jih imam tudi jaz, imam kar tam, ja. Okusno, ne sem slišala. Ne. Je veliko lažje, če greš nekam, pa tako, tudi ljudje smo pač družabna bitja, vse skupaj je nekako lažje. Čeprav je danes vse digitalno, nekako je lažje stvari pač okusiti v živo. Vse nekatere stvari se da naučiti prek zaslona, pa prek učbenikov, seveda, ampak vseeno smo družabna bitja in se mi zdi, da je lažje. In tudi dobiti nek feedback veliko pomeni, kot če sam, recimo, gledata YouTube video, plešeta in pol, se lahko posnameta pa to, ampak še vse ni isti feedback od nekoga, ki ve, kaj dela, a pa pač, ki sam sebe pogledaš, pa ne veš, si zadovoljen, nisi ali kakorkoli že. Ne. Pa tudi ena stvar, ne, kar jaz opažam. Vse, kar je zastonj, nima nobene vrednosti. To je pač tako. Če ti v nekaj investiraš, boš pol to res tudi izkoristil in res naredil najboljš, kar lahko. A ne? In tukaj je pač velika razlika med YouTube posnetkom ali pa da prideš nekam v živo. Ne? Veliko smo govorili zdaj o poročnih parih pa o porokah. Kaj vse pa še učiš oziroma kje vse se lahko najdejo ljudje, ki bi te pač prišli poiskati, kontaktirati in k tebi? Ja, jaz v bistvu zdaj v Sloveniji največ učim ženske plesati, solo latinke. To so moje zlate plesalke, to so ženske, ki so si končno vzele čas zase in grejo in plešejo. In uživamo skupaj, družimo se, vidim, da postanejo res
bolj ženstvene. Ena mi je zanj rekla, jaz ne bom nehala, že samo zato, ker možno mi ne pusti, ker mu je tako dobro, ker sem drugačna, ker sem postala res una divja ženska, če lahko tako malo rečemo. Ne? Ženske smo narejene za to, da plešemo. Ne? In to jaz vidim pri mojih učenkah in to je nekaj toliko neprecenljivega, da wow, res. Tako da premikamo ful ene meje tukaj v Sloveniji s temi solo latino plesi. Zdaj sem glih v bistvu tudi ustvarjam en program, ki je sicer online, ampak to glih zaradi tega, ker določene stvari so pa take, ki je fajn, da jih ženska naredi v enem svojem domačem prostoru, kjer si več upa. Predvsem to, kjer si več upa, kjer zapleše zase in pol to nese ven. Jaz nisem za to, da plešemo doma, da se razumemo, ampak ja, ta program je narejen tako, da se pač prebudiš to plesalko v sebi in pol greš ven in od zunaj plešeš vse, kar si. Ker v Sloveniji zanč, to moram povedati, zanč je prišla ena moja solo latinka k meni je rekla, ja, da veš, jaz pa zdaj probam to malo, kar nekaj se učimo, grem ven in malo zaplešem tako, pa dobim te malo poglede, ej, mami, ko se pa tako ven mečeš pa to. In sem rekla, to je prav Slovenija. To je prav uno, Slovenke ne smemo biti lepe, ne smemo biti seksi, ne smemo biti nič, kar izstopa, moraš biti tako nekaj pridnata. In sem rekla, to bomo zdaj spremenile. Tako da morate vedeti, da zdaj prihaja nova doba. Mi se zdaj čist ženske smo se odločile, da bomo šle ven in da bomo plesale na polno, divje, take, kakršne smo. Tako da to ful rada. Pa tekmovalce še vedno učim, ne? Pa zdaj skozi bolj, v bistvu ful rada učim poročne plese. Zelo, zelo rada. Tako, to mi je tako nekaj za dušo. Ko vidiš par pred sabo, ki gre na novo to življenjsko pot in kar v bistvu se skupaj učita nečesa novega in nečesa, ki je toliko lepo. Tako, v vsej tej dobi teh ekranov pa tega vsega nekega, da res ta skupaj se držite za roke, gledate oči, plešete, to je lepo videti. No. Pa tudi verjetno drugačna izkušnja za tebe, ko učiš nekoga, ki zna plesati, pa ga pač mu pomagaš se izboljšati, ko pa nekoga, ki dejansko rabi mogoče neke osnovne korake. Ne? To si jemljem kar za veliko odgovornost, no? Da jim predstavim ples na ta način, da bojo še naprej plesali. In mi je fajn, mi je zabavno, ampak tudi velika odgovornost, tako da res se potrudim maksimalno tako, da ni poročni ples zadnji ples, ki ga plešete, ampak prvi res. Ne? Ni to neki pau. Ne, to pa sploh nema, to je super, res. Lahko vam, vse po mojem, kjerkoli poročni par, ko vprašaš, jaz bi šla staviti, da vsi rečejo, da je bil to en najlepših delov poroke. Ne? Jaz sem z njimi, oziroma vsi fotografi smo ponavadi z njimi ravno pred prvim plesom, ker tako imamo pač pred sončnim zahodom še fotografiranje, snemanje individualno. Ker še niste prešvicane od plesa. Ja. In pol stopita noter in pred večerjo, kot si ti rekla, je prvi ples. In tako tisti trenutki prej so vedno tako, mora se pripraviti pa to. In tudi jaz velikrat uporabim to, da imamo nek dinamično sceno za fotografiranje. Ja, dajta tukaj poraditi, dajta tukaj nekaj narediti. Tako, ne, srame je pa. Bož, da te je tukaj, ko pa noter, če že tako, vem, da je travnik, pa da ni perfekt vse, ampak se ni važno. Ne? In tako, tudi doskrat lahko povežemo ples, pa dejansko pač fotografijo. Ampak pol, ko stopijo noter, pa ko začnejo, to je ponovadi vedno, tudi recimo pri podcastih, jaz pri prvem podcastu sem se veliko bolj neugodno počutil kot dansa. Ko enkrat nekaj začnemo delati, ko pač ponavljamo, je veliko lažje. Verjetno tudi jaz, če bi večkrat plesal, bi mi bilo bolj užitek. Ja, sigurno. Ampak, veš, zdaj to, kar si povedal, je zelo pomembno. Ljudje smo zelo lepi, ko se gibamo. In tudi fotografije so najlepše v gibanju. Recimo jaz, a veš, kaj je zdaj ta live foto, a ne? In kdaj, ko se kaj slikamo, a ne? In če je to vklopljeno, a ne? Imaš moment, ko še nisi bil čisto pripravljen, pa moment, ko je neka poza, pa moment, ko si že šel. In jaz vedno zberem une-dva, ne tega. Zato, ker sta v gibanju, a ne? Ker sta taka nepripravljena, še pristna, ali pa že sam to gibanje. Telo v gibanju je meni osebno vedno lepše, kot kar statično, a ne? In zato so te slike, verjamem, tudi vedno sigurno ful lepe, a ne? Se spet povezava s fotografijo, ful se jih najde očitno. Ker sva dva fotografa, včasih imam asistenta zraven, ne? Oni vedno fotografirajo v tem času, ko jaz govorim s parom, ko jaz nekaj postavljam, ko jaz dajem ideje, ko iščemo svetlobo.
ker takrat nismo pač, kako bi rekel, on spot, pač ni nas sram. Ja, nismo popolni, tudi to. Ja. In dejansko te trenutke, ko uloviš, preden nekdo si pač pomisli, ojoj, a gledam prav, a imam glavo tako obrnjeno, ne vem, kaj vse razmišljamo, ko se fotografiramo. Te trenutki so ful bolj pristni in lepši, bolj všeč smo si, kakor takrat, ko razmišljamo, kako moramo izgledati. Ne? Ja, točno to. In ja, pri plesu je verjetno najbolj, da pozabimo na večino stvari, pa uživamo med samim plesom. Točno to, točno to. Ko lahko pozabiš in zato so tudi te treningi prej, da pa res greš tja in zato tudi rečem, en mesec prej je že narejen, a ne? Pa pa res uživaš, a ne? Ker se nisi več obremenjen s koraki, ampak res imaš tukaj partnerko in njo uživaš, a ne? Tako. Kje te pa naj kontaktirajo poročni pari oziroma tudi ostali, ki bi se radi naučili plesati? Ja, se tu imam pa problem, ker me vsi, to težko dobijo. Imam mail. Imam mail, pa malo telefonsko. Imam pa zdaj tudi v planu, bom naredila spletno stran. Tako da bom, mogoče takrat, ko bo to prišlo ven, da bo že. Pa bom. Pa najdejo mail telefonsko, mogoče na Instagramu? Ja. Aha, ok, Ja, to bo najlažje. Če ne, pa tam na Instagramu message, to pa pogledam vsak dan. Tako da ja. Našli te bo, če bojo hoteli in bo uspelo. Vsak, ki hoče, me najde. To pa ja. Če pa imate še kako vprašanje, pa lahko napišete tudi spodaj v komentar, bo Mija poskrbela, da bo Jagoda dobila to vprašanje in odgovorila. A ne? Če vam je bil video všeč, ga lajkite, delite med ostale, dajte poskrbeti, da bo Jagoda čim več poročnih parov naučila plesati. Ja, hvala. Perfekt. Hvala lepa. Hvala ti, ja, da si vzela čas. Hvala vama. Pa lep pozdrav. Gremo plesati. Gremo na kavico.